pusti, lejte, tole pa bo. In tukaj sem srečal osebo, ki je hodila v mojo diskoteko. Tole je pa ena trgovina, kjer prodajajo ponaredke. Makedonija, evo, prispel 38 pa pol stopinj, čez carino šlo čist gladko in na grški in na makedonski strani, tako da jaz se mogoče teh carin malo preveč bojim. Drugač pa ja, kar domače se počutim, ne. Smo bili tule včas del skupne države, pa tudi bolj sproščeno bom vozil v Makedoniji, veste, tle v Grčiji radarji, dobiš kaj domu, pa pa tret, tako da sem skozi tu gledal, pa znake, pa omejitve, pa je bila nekje 20 omejitev, pa sem jaz 50 vozil, pa sem kolono kilometer naredil, pa sem izkormal trubil, ne, tako da sem vesel, da sem prispel v Makedonijo, zdaj imam pa 15 km do Bitole, nekaj finega pojesti, čevapčiče, zanimivo, ne. Na tem potovanju sploh še nisem bil orenklačen, danes pa sem. Ampak po mojem veste zakaj? Zato, ker si čevapčiče želim, ki jih imam čez skozi glav, da jih bom. Tako da, gremo naprej raziskovati. Sem že v Bitoli, natankal, vse v kup problemov z kartico, ki to ne uporabljam, ker nimam njihovega denarja. Sem pa hotel neki žar pojesti. Nekaj sem iskal, en restaurant, pa ni bilo parkinga. Potem sem pa šel v en drug restauracijo, sem pa tukaj videl en ta fast food. In lejte, tukaj noter je pleskavica, pa kupus, se pravi zele, pa kumare, pa še ena Coca-Cola, 3,30 €. Ne moreš ljudje verjeti, to pa so ugodne cene, ne. Tako da super, tole pojem, pol pa gas proti Struge. Kuža, kje imaš pa prijatelja? Kje imaš prijatelja? Aha, ja, tle sta dva kužata na črpalki in sta tako vsak, ki pride, preletita, čakate, da v takej dubla. Evo, sem jim pa dal, gledajte, kako je revež lačen. Pa še en je, pa ne vem, kam je šel. Bo prišel sigurno slej kot prej. Kaj, ti si se najel, ne? Ti si se najel, kako si simpatičen. Ja, bo tudi še zate. Bo, ne, ja, lejte, kako je vesel. Lejte, ja, če pa obstaja bolj čudovita živalka, pa lejte, prav rad bi mi povedal, kako je vesel, pa hvaležen, ker sem mu dal. Ja, temule je pa tu kamera všeč, temule. Joj, kako sta lušna, pa fejst fanta sta, ne, ti si punca, ne, ti si punca, se pred vidi, si punca. Ti si pa fant, ne, ja, lepa sta, lepa. Dobro jutro iz Makedonije, natančneje iz mesta Struga. Nisem vam pokazal namestitve, ker sem prišel, ker preprosto ni bilo čas, ker sem bil z enim dogovorjen, pa sva šla malo okoli. Prišel sem, spat sem šel v Benih, lejte, vidite, skozi nekaj nalagam videe. Vam bom pa pokazal to mojo namestitev, čeprav sem mačken že imam razdejano po svoji navadi, vse na metanu. Vidite, zato je tudi fino, da si sam, te ni treba nič skrbeti, kam boš kaj dal, kje boš kakšne umazane gate pusto, tako da jaz pač namečem takole, ki namečem. Tamle imam umazane stvari,
Lejte, čist lepo fino, tle imam še balkon, spodaj imam svoj avto parkiran, WC, kopalnica, lejte, tako da čist dober. Zdaj pa komaj čakam, da grem ven nekaj pojest, pa ta Struga je res čudovit mest. Jaz sploh ne bi vedel za njega, boste ga videli zdaj v nadaljevanju. Lejte, Silvata. Evo, tole je pa moj hotelček od zunaj. Temle unle balkon, ta drug levo je moj, tle pa moj avto parkiran. Imam pa temle center samo 2 minutke hoje ali pa še manj. Zdaj smo pa že v centru mesta Struga, hotel Beograd. Jaz včeraj zvečer, po noč smo tle okoli hodili in seveda nisem snemal, ker saj ni svetlobnih pogojev pa to, ne, ampak sem bil izredno navdušen. Glejte, tole je reka Črni Drim. To je reka, ki gre iz Ohridskega jezera in potem naprej čez Albanijo in v Jadransko morje. Najbolj so mi všeč pa teli lokalčki ob vodi. Smo tudi včeraj nekje bili in tudi jaz zdaj iščem nekaj za zajtrk in bom tudi bom probal najdeti nekaj takole, da je ob vodi, sicer na kontrastrani, da mi ne bo sonce sijal. Drugače meni ta mest zelo všeč. Še z ene perspektive, lejte, kako je to čudovito. Razen se veste, kaj mene moti, tisto, ki me vse z enih lokalov ta muska tako nabija, da je to za znort. Tole človek, lejte, reka teče, človek bi užival v tišini, ne pa muska, kakršnakoli, tudi tista, ki je meni všeč, mi v takih primerih ne paše. Evo, kakšno lokacijo sem dobil in to brez muske in zdaj sem se spomnil, da tle smo bili včeraj na pijači, zato ker je to turška restauracija, so Turki lastniki. Smo tudi nekaj ful dobrega jeli. Mogoče kar tisto naročil sem ne vem kva, kako se prav tistmu. Bom tle majčkeno pogruntal, lejte, tle imajo cenik, pa nekaj bom najdel. Dobil turški zajtrk, takole izgleda. Mislim, da bo zelo dober. Jaz sem ga naročil predvsem, ker sem videl olive, pa lejte, kavica, pa fantastična lokacija. Boljš ne more biti. No, zdaj sem šel pa na izlet v hribe. Tole sem v eni veliki vasi, ki se imenuje Labuništa. To je vas, ki ima 15 do 20 tisoč ljudi. Iz tukaj je moj gostitelj, tukaj se je rodil. In imam ta privilegij, da mi bojo tole vse lepo razkazali, me okoli pelali, tako da pred mano je siguren čudovit dan. Lahko, ja. Ja. Evo, naštimamo 4 kolesnike, bencin in potem gremo. Lepa narava, wow, uživam. Poglejte, ljudje, tole naravo, čudovito, wow. Tukaj imajo ljudje ovce in pač le gor živijo zato, da pasejo. To mi je ta moj gostitelj povedal. Tako da, lejte, res fantastično. Zdaj gremo pa še gor naprej, gor so pol pa jezera, pa tako naprej, tako da se veselim tegale. Evo, tale gospod tukaj živi, dela sir,
Tole je čist domača zadeva, bio, tako da tole mora biti dober. Aha. Lejte kako lepo. Bravo. Adesso ove siano, ci sono ove sono, se c'è un pezzo. Ma in notte Evo mi je gospod dal sir. Dai, če prove. Vrhunsko. Vrhunsko, ljudje. No, sem šel ven, boste videli, mi je gospod dal ta sir, to je ovčji sir, vam povem, ljudje, pa to je božansko. Noro dobro, res. Aha, super. Sem kam dal, lahko kar... Gledajte, to je noro. Čokola. Da, eno, zato bi gore. Aha. Tako Buhari zdaj naredil. Skaro, pa ti bo. Super. Eno, dve, korenčimo. Ja, za me? Da korenčimo. Evo, gledajte, pa jagode ima mojster. Gledajte, kako so lepe. Lahko eno vzamem. Ja, lahko, veš. Gledajte, to je domače. Je planinska, vidiš. Ja. Planinska, odlična, ljudje, pa to. Vidite, tle bi jaz naraj bil nastanjen, pa bi užival, vsak dan bi kele gor šel, ne enkrat bi šel kaj gor, enkrat na drug gor. Wow, meni je to tako všeč, da vam ne moram povedati. Wow, Prava planinska. plava, noro dober, Lahko naš posnemeš, ti problem. super. Obiljal. Hazi sonde, bre. Hazi sonde. Zdaj nam bo pa gospod še ovce pokazal. Ima jih sicer 200, pa prav, da so tam v gozdu noter. Dajte jih. So luškane. Gospod je še povedal, da smo na 1800 pa še nekaj metrih. Nisem v tega občutka niti približno, ne. Mi je pa tukaj k v raju, res. Sicer tu smo ljudje različni, nekomu bilo to čist brez veze, mene pa fenomenalno. Tukaj se bomo pa napili gorske vode, na 1800 pa še malo metrov. Jaz verjamem, da je fantastična. To je pa vikendica mojega gostitelja, prav da še rihtajo na čudovitem kraju. Čudovita zgleda, les, to nimaš boljšega. Super. Zdaj bom pa lubenico malo pojel. Tukaj lepo v hiški na hladnem. Super. Noro.
Odkar sem tole lepo pokrajino posnel z dronom, to so neverjetni posnetki, saj ste jih videli, tako da napišite v komentar, kako se vam zdi. No, posnel sem to jezero, pa vso okolico, pa tamle odzad je še neko močvirje, pa res, lejte, čudovito. Poglejte tole delo. Še lepše pa bilo, ko sem slikal z telefonom. To sliko si lahko pogledate na Instagramu, ker tukaj je preširok kot. Res fantastično. Tukaj je pa izvir vode. To je Haris najbrž zelo zdrava voda. Je mrzla tudi, super. Si bomo pa borovnice nabrali, pa si naredili borovničev sok. Ljudje, tole je tudi užitek. Sediš tukajle v čudoviti naravi in samo steguješ roke, pa ješ res okusne borovnice. So mogoče malo drobnejše, pa so take bolj sladke, že kar malo posušene, v glavnem fantastične, tako da super doživetje. Haris nam je zalaufal v rošti, lejte, tole pa bo vrhunsko. To sem pa zdaj v tej leseni hiški, takole zgore eno sobco, imajo že malo zrihtano. To je v delu še, ampak bo to lušna zadevca. Tole pa bo, lejte, kakšna orenk porcija. Kuža. Ja, lepotec. Kaj si lep. Ja, lepotec, lepi. A to si lepotica. Punca si ti, pridi k men. Punca lepa. Ja. Kako si lepa. Ja, kaj pa ta? One pravi so vsi sigurno bodo. Ja. Kuža, lepotec, pridi k men. Pridi, no. Pridi. Joj, kako so lepi. Neverjetni. Kje sta? Ti imaš mene raj, ne? Ja, lepotica lepa, lepotica moja, ne? Ko bila midva prijatla, da ima v kamero poglej, lepotica. Moja lepotica, kako si lepa, kako si lepa. Ej, kako so midva lepa. Ja. Kje si ti velikan? Kje si ti velikan? Prideš, ti me pa ne maraš, Kako si lep. Kako si lep ti. Ti pa si lepotec. Ja, lepotec lepi. Zdaj smo prišli v en gostinski lokal na taki super lokaciji in lejte, se bojo šli tudi to še delajo, se bo šli tudi turizem, lesena hiška in poglejte z kakšnem top razgledom, lejte. To je reka Črni Drim, tukaj kanjon, fantastično in lejte, se zbudiš tukaj na teli pojsli in lepo prvi pogled, ki ga imaš dol na kanjon pa na reko. No, tako lepo od zunaj izgleda ta hiška.
Ne vem, če je tole kamnito, če je tudi spodaj kaj, ali sem zgoraj, ampak saj ste videli, kako je noter lepo. No, tukaj imajo pa še eno sobo, ki jo dajejo. Glejte, takole je noter, lepo urejena. Vidite, potem pa tle pa tudi balkonček, pa tudi dol za pogledom na Crni Drim. Koža, lepotec, kaj je, si priden ti kaj? Ja, priden Koža. To je mama. Roki, Roki moj, Roki. Roki, prid sem, prid Roki. Roki, ja moj Roki, ja. Roki, ja moj Roki. Lep si Roki, lep si. Ja. Kaj pa mucka tle imaš? No, zdaj pa še en poseben sladoled v Dinji. In pijača Palestina. To je, če piješ to pijačo, gre 1% za dobrodelne namene v Palestini. Dragi gledalci, jaz sem v bistvu skoraj 1000 kilometrov iz Slovenije in tukaj sem srečal osebo, ki je hodila v mojo diskoteko. Živjo, a lahko poveš, kako je bilo v moji diskoteki? To je bilo 96, upam, ko je bila nova diskoteka, diskoteka Afrika se je klicala. Smo povedali, da je dosta dobro, dosta lepo, baš lepo je bilo. No super, me veseli, se pravi, ste se dobro imeli. Ja, bilo fajn, smo bili tako mladi tad, smo išli dosta krat, svako soboto in nedeljo smo bili tam, smo počivali dosta dobro. Super. Za društvo. Super. Ne vem, zdaj še je perta? Ne, že 15, že 20 let skoraj. Zdaj se pa ukvarjaš zdaj si pa podjetnik postal, imaš pa tukaj za svadbe salon, s turizmom se ukvarjaš, strelja se lahko pri tebi, ne? Tukaj imam privatno strelišče, imam strelišče za obuku za orožje, kar je. Imam eno halo za svadbo, tudi imam za gastronomsko hrano. In tako delam tukaj, zdaj sem 20 let tukaj v Makedoniji, sem delal v Sloveniji, pa potem sem išel za Italijo. In zdaj sem tukaj v Makedoniji. Super. Pa prenočišča tudi nudiš, ne? Ja, imam 2 bungalovi momentalno, pa upam, da naredim še eno 5-6 za drugo leto. Super, odlično. Se pravi, k tebi lahko pridejo ljudje pa streljajo? Ja, to je civilno strelišče, imam za glinene golubove, za dolgo orožje na 100 metra, imam za pištol za 25 metara in za 10 metara pištol tudi. Super, odlično. Me zelo veseli, da smo se spoznala. Hvala. Tudi mene mi je drago. Ja, živjo. Živjo. Odlično. No, zdaj bom jaz pa probal tole streljati s tole puško. Me prav zanima, kaj bom zadel. Tamle mi bojo tarčo postavili. Jaz sem drugače v šoli, ko smo streljali v enem 6., 5. razredu. Sem, da tudi vsaka punca je bolj streljala, kot jaz. Tako da me zanima, kako mi bo to šlo. Puška pa kar orenk zgleda. Evo, to bo tarča. Evo, lejte, tole so tarče. Kaj mislite, kaj bom jaz sploh zadel tarčo ali bom se kiksnil? Evo, tukaj bo. Ker sem šel gor snemat, sem malo zdihan, pa se bojim, da bo zato slabši rezultat. Kdo bo rekel, da se zgovarjam. Evo, metki gre noter. Ajde, izvoli. Prvo
Prvo zategneš ovo škrapalo. Da. Znači zategneš ovo škrapalo kad ti kažem. Aha, ovo. I posle onda na ovo. Ovo je posle mnogo osjetljivo. Da znaš. Znači ovog prvog kod sebe. Da. Prvo da malo pogledam. Ok. Kako ti se čini zoom? Jer može ovako? Aha, može bliže. Eto, sad je najbolje. Ali sad mi nije ono, Čisto. nije čisto. Dobro. Jel se čisti? Nije. Sad? Sad je malo bolje, da? Sad? Ne, sad možda bolje, ali bi više volio da mi je bliže. Sad ovo naučala. Kako je sad? Dobro. Dobro. Spremno, otkočeno. Sad je otkočeno već. Jeste, otkočeno je već. Samo zategneš prvi škrapalo ovaj dole. Da. Kad zategneš onaj, poslije ti ovaj spreman. Aha, kad Da ovo dodiriš. sad. Ajde. Pa onda, kad završiš, repetiraš. Da, Uzima drugi i opet isto ponoviš. Dobro. Zategni. Dobro, da, sad je osjetljivo mnogo. Repetiraj. Dobro. Isto. Promašio sam ili sam... Vidjet ćemo na kraju. Poslije će da vidiš. Čekaj. Ispraznije ostaje otvoren. Baš me zanima šta sam Sad da vidim ja uradio. Ja. Zdaj pa trenutek resnice. Dober sem, pa ljudje, jaz sem neverjeten. Glejte, 8, 6 pa 5. Pa to je neverjetno. Zadovoljen, ful. Poglejte ljudje, tole je meni všeč, kad drona spustiš kar iz kafane sred mesta, oziroma tole je klasificirano kot vas. Mečken moram paziti na kablu, glejte, še pa še. Ta glavno je pa, da posnamem tole džamijo. Poglejte, kakšne hiše imajo tukaj moderne. Misliš, da si nekam prišel, ne vem kam, ampak poglejte to. Wow. Wow. A? Kaj pravite na tolete? Kuhna. Fuh. Jaz sem impresioniran. Zdaj me je pa moj gostitelj peljal eno tako staro, kako bi temu rekel, neslaščičarno. Glejte, imajo vse te njihove slaščice, rečemo baklava. Jaz sem tole prodal kad da id, ker še nisem nikoli. Ker je mačkar manj iz centra, tudi cene smešno nizke, vidite, baklava €0,5. Prostorček pa takle. Tole je pa ena trgovina, kjer prodajajo ponaredke.
ampak zelo dobre ponaredke. Za takole, ki primeš malo v roke, pred dobiš občutek, a je dober ali ne, sicer tole me da ni 175 evrov. V glavnem, gledal sem, rečemo takele hlače, to je 30 evrov. Meni zelo lepo zgleda. Imate izbira velika. Majice, hlače. Vse živo, lejte. In lepe stvari. No, zdaj mi je šefetle razložil. Tale cena, ki je, to je cena originalne takele majice. Je 675 evrov, tukaj je pa zadeva 23 evrov. Poglejte, kako je tukaj veselo na reki Črni Drim. Ljudje se kopajo, skačejo, voda je čista, lokalčki laufajo. Fantastično. Vam bom pokažel še tamle z druge strani bolj skačejo, samo moram priti tako, da ne bo proti soncu. Ejte, tukaj so. Ja, zdaj so glih vsi dol skočili, drugač pa vrhunsko se imajo. Lejte, reka Črni Drim pa gre iz Ohridskega jezera, tamle, lejte, 100 metrov nazaj. Lejte, to se skozi kopajo, pa tam so plaže naprej, pa to tukaj v mestu Struga je res lepo. Mislim, ta reka naredi svoje, teli lokalčki so super, tako da jaz uživam tukaj. Dobro jutro iz mesta Struga. Tukaj sem zdaj že ta tretji dan, ampak sploh še nisem v čas dober posnet tega lepega mesta. Danes odhajam naprej v Mavrovo in zdaj zjutraj sem se odpravil, da majčkeno pokažem mesto, povem par stvari, tisto pač, kar sem zvedel tukaj. Zvedel sem veliko zanimivih stvari, tako da vam bom povedal. Upam, da nas ne bo kakšna muska motila. Najlepša stvar, kar je v tem mestu, je tale reka Črni Drim, ki teče iz Ohridskega jezera. Lejte, to je res fantastično. Zakaj je bilo včeraj zanimivo, ker so se ljudje kopali, to je bilo posod ob bregovih kopanje. Tamle enega od zadju vidite, ki supa, ne vem, se vidne, jaz sem ga prej videl. Tako da zdaj se bom pa kar sprehodil po mestu, pa da ga pogledate. Lejte, tole je tale glavna ulica, kjer se ljudje sprehajajo, pa ne sam tle, pol še tle gor, se pravi na to stran, ob eni strani reke, drugi strani reke. Tukaj pač to je ta glavna ulica. Tukaj imate veliko trgovinc, lokalov, vse živo prodajajo. Je pa, če greš malo ven iz tega glavnega dela, pa da poznaš, včeraj me je Arif pelal tam na konc te ulice, pa še ne 100 metrov, eno tako fino slaščičarno domačo. So imeli zelo dobre slaščice, pa smešno pocen. Baklava je bila pol evra, tako da res fino, no, tako da zdaj mi pa telefon zvoni. Za jest vse je tega dost, drugač pa ne, zanimivo, da v tem kraju ni skoraj nič turizma. Je pa čez poletje ogromno ljudi, ker pridejo z domci, ki delajo povsod po svetu in so tudi zelo bogati in tukaj pride ogromno denarja noter, ne. Včeraj sem posnel tudi en intervju tukaj z enim domačinom, ki je študiral v Sloveniji in bil tudi cimer, pa sošolc od
našega predsednika vlade Roberta Goloba. Pač je veliko stvari zanimivih povedal o tem, koliko denarja noter pride. Pa veste, tukaj tudi sami ljudje vlagajo v infrastrukturo, cesto, pač jo država ne naredi, jo naredijo sami, ne. Tako da jaz bom enkrat v tem posnel še en video, pa vam povedal, koliko zanimivih stvari sem zvedel. Zdaj trenutno nimam cajta, ker vam povem, cajt mineva tako, da vam ne morem povedati. Res vam ne morem povedati, tako mineva. Sem pa navdušen tukaj tudi nad, bom rekel, nad življenjem ljudi, kako tukaj živijo, kako si pomagajo, koliko dela dajo za skupnost. Tako da, ja, to so neke take stvari, ki nam Slovencem definitivno falijo, ne. Je pa tukaj, če boste prišli, boste povsod zelo lepo sprejeti. Če ima kdo kakšne pomisleke, ali je tukaj varno ali ni varno, ne, te pomisleke da lahko čisto takoj stran. Tukaj je popolnoma varno, noben vas ne bo nič naredil, oziroma če bi imeli kakršnokoli težavo, vam bi tukaj vsak pomagal, ne. Tako da ta strah je čisto odveč. Tako da če boste kdaj po teh krajih hodili, če boste verjetno v Ohričli, ne, ker pač tako je navada, čeprav to ni čisto prav, tele struge so kar cenejše kakor Ohrid, manj gužve je, čeprav je veliko teh zdomcev, ampak meni je ta kraj čudovit. Da takole mečkam tržnice, tukaj je ena pravoslavna cerkvica in zdaj še malo pa pridemo do konca, potem gremo pa še ob reki in imam namen še drona spustiti, tako da vam probam čim lepš pokazati ta kraj, kako je res, res lep. Evo, lejte, tržnica vse živo prodaja, ja. No, tle se pa potem zaključ in tle še 100 metrov naprej je bila tista slaščičarna bila, ki sva šla. V glavnem, no, fino je. Vam bom pol tudi plaže pokazal vse, tako da glejte naprej, tle je še kar nekaj za videti. Tale most sem že včeraj posnel, ko so ljudje skakali noter in ste videli, koliko je bilo tukaj ljudi. Ne, vidite, tukaj pa na levi in na desni strani lokalčki in fantastično je, evo, lejte, tamle enega izsupom, tako da ta reka naredi svoje, pa zelo čista je, ne. Tamle 100 metrov naprej pa iz jezera vam pride. Da vam še pokažem plažo. Plažo je res težko snemati, ker ljudje mislijo, da jih snemaš v kopalkah, pa še kakšne otroke, pa ne vem še kaj. Tako da, lejte, fino imajo ležalnike, telesenčnike, voda je pa, lejte, kristalno čista, lejte, ribce tudi plavajo. Drugače imam prav v spominu, se tole imenuje ženska plaža, ker je kar dolg cajta ni globoko. Mal nižji dol je pa moška, ki je pa prej globoko. Je pa tle v mestu Struga, je tle bolj tak nižinski del, tako da tukaj je voda mal dlje časa, tako da lahko hodiš, ker tam v Ohridu pa naprej je pa takoj zelo globoka. Lejte, vam bom pa to plažo boljš pokazal z dronom, ker, se pravim, lejte, tle se nočem sprehajati, da ne bo ljudje mislili, da njih snemam v kopalkah. Grem bolj pa kar na konc, posnamem z dronom in tole plažo in kele reko, tako da to bo zanimiv posnetek. Lejte, kakšen fin je plac v Ondubu za snemanje z dronom. Tamle pod tole drevesom bom šel, ne vem, ali to lipa, ne vem.
Vidite, tole je pa že kanal, ki gre v reko Črni Drim. No, še nekaj sem vam pozabil povedati. To mesto je izredno čisto. Tu so ulice zjutraj čiste, ne? Tako da, res, mesto, nad katerim sem navdušen. Zdajle tukaj drona dvignem, pa vam grem pa še naprej par stvari pokazati, tako da boste videli. Še enkrat, da vam pokažem hotel, v katerem sem prebival. Saj sem vam ga že na začetku pokazal zunaj, ampak takrat je bilo popoldne, pa je bil sonce malo drugače. Glejte, moja soba je tamle na levi strani, sreden balkon. Tukaj imam parking za avto. Največ je pa to, da je pred tamle za vogalom center, tako da sem zmeraj zjutraj šel lahko peš v center. Evo, tukaj spodaj je pa trgovina, ki imajo za poročne obleke. In glejte, tale je najdražja in tale stane 900 evrov. Zdaj se pa že vozim proti Mavrovu. Približno 2 urce imam. Zdaj sem že od mesta Debar naprej. Pot skozi zanimiva, skozi. Do Debra je zanimivo, ko greš skozi ob reki Črni Drim. Od Debra pa tudi zanimivo, greš pa tukaj po kanjonu, pa se počasi dviguješ, narava čudovita, hribi vse okoli. Tukaj sem se sicer že vozil 3 leta nazaj, ko sem mu prvi poizkus osvojiti koraba, pa ni šlo. Ta video si lahko pogledate, bom dal opis videa, tega videa bom link dal, si ga pogledajte. No, drugače, pa takole izgleda lepo vožna, čist počas se vozim in glede na to, da 3 dni skoraj nisem avta vozil, mi prav paše tole, ne. Prav paše, tako da moraš malo paziti takih zadevah, ki ljudje kar prletijo, ne. Drugače pa, lejte, vozim počas, lejte, poraba, to je odkar sem štartal iz tega mesta Struga, 4,7 litra, ne. To je res mal žre, tako da me je zelo presenetila tale Cupra, da ima tako nizko porabo. Nič, ljudje, to je moje zadnje javljanje, mislim, to je zadnji posnetek iz tega video posnetka, tako da hvala, ker ste si pogledali do konca. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, všečkajte, napišite kakšen komentar, pa seveda pogledajte naslednji video, pa tudi vse prej, ki so že bili iz tega potovanja. Nič, se vidimo v Mavrovu.